In kaj preživljajo ta hip Slovenci, ki ne morejo domov? Sanjsko potovanje se je sprevrglo v nočno moro, pripovedujejo, ter mrzlično iščejo načine, kako bi se čim prej vrnili. O 2 čarterskih letih, ki naj bi jih načrtovala vlada, pa naj bi izvedeli iz medijev v prispevku Eme Čepon. Ko so eksplozije in sirene potihnile, se je za številne Slovence, ki so dopustovali v največjem mestu Združenih arabskih emiratov, prava kalvarija šele začela. Polona Mrhar je v soboto že sedela na letalu, a se je po skoraj 5 urah kroženja po pisti morala vrniti na letališče, kjer je ob zaprtju zračnega prostora zavladal kaos brez primere. Množica ljudi, breka prerivanja, skoraj noter je bilo toplo na letališču, ker to je bilo ogromno ljudi, kar naenkrat, ker nas je obstali tam. Za tistimi šalterji vsak je hotel čim prej do svojih kovčkov tega prideti, da bi pol pač nismo vedeli, kaj bo, kako bo kaj. Bili smo kar, bom rekla tako, razpuščeni, no. Že od sobote se po priporočilih slovenskega veleposlaništva zadržujejo v hotelu. Brez prtljage se je ta obtičala na letališču. V hotelski sobi s soprogo in 2 otrokoma ždi tudi Primož Arzenšek. So si pa uspeli izboriti letalske karte za prvi prost let iz Dubaja. Mi imamo planirano trenutno zdaj, da se vračamo v sredo. Če se bomo, ne vem. V hotelu smo, hvala Bogu, še lahko podaljšali. Vem, da nekateri niso mogli podaljšati, ker so pač hotelirji upali na nove potnike, ki sicer niso prišli. Mi smo lahko sobo podaljšali, pač tudi neki strošek nastane, no, pač vsem skupaj, ampak pač nimaš kaj. Oni pač te nastanijo, ne veš zdaj, ali boš to pol mogel po enem dnevu pač sam plačati ali ne. Za čarterska leta, ki jih načrtuje slovenska vlada, sta sogovornika, kot pravita, izvedela iz medijev. Na informacije, kdaj in kako se bodo lahko vrnili domov, čaka tudi približno 60 potnikov, ki so v Dubaj odpotovali z agencijo Svet križarjen. O načrtovanih čarterskih letih smo bili obveščeni, pravijo, vendar zaenkrat so nam rekli, da še sami ne vedo točno kdaj, niti na kakšen način še. Če bo potrebne prednostne liste, jo bomo na nek način sestavljali, ali bodo to najprej družine z otroci in tako naprej, na kakšen način bo razdeljeno. Potnikom smo že napovedali, da naj računajo, da lahko tudi, če potujejo v širši družbi ali družini, da bo mogoče razdeljeni. Da v Dubaju kljub temu ni čutiti pretirane panike ali strahu, sicer še poudarjajo sogovorniki. Načeloma zunaj je varno, se ne dogaja nič, ljudje se sprehajajo po ulici, po mestu, avti se vozijo. Mi smo se odločili, da se bomo zadrževali v hotelu, tako da uporabljamo pač hotel. V hotelu imamo vse, no, tudi trgovina je tukaj, restauracije. Z dubajskih letališč so pozno popoldne sicer sporočili, da bodo do večera vendarle vzpostavili omejeno število letov.